Ja, glih smo se menili zdaj, preden smo začeli spet snemati, da v športih si pa ful slaba. A čeprav ne, recimo edino, v čemer sem res ful slaba, ampak mi je bilo ful dobro, je smučanje, recimo. Res ful slabo smučam, sploh glih toliko, da smučam, ampak mi je pač ful. Tako mi je bilo pa dobro. Sicer zdaj že nisem 10 let sigurno, ampak ja. Jaz sem tudi nekje tu, nimam več opreme, ne da se mi to kupiti. Nikoli mi ni bilo tako ful fajn to. No, meni pa je bilo ful dobro, ampak pač naučila sem se šele tam nekje pri 13, 14. Pa sem ene deliti smučala, mi je bilo ful dobro, ful sem bila za nič. Pa. Drag šport je to mene najbolj moti pri tem, ker je pač oprema je ful draga, pa pol, da greš se smučati je ful drago, tam je hrana ful draga, vse je ful drago in pol je. Imam bolj poceni hobije, no. Malo sem čekrst tudi. Ampak, ja, no. To zdaj nikamor ne gre. Dobro, bomo tam prekinili, pa bo tudi to. Pojdite kurac. Se nijemo producenta. To je bila nova špica. Je posneto, ja? Ja, boljte kurac, se nijemo producenta. Ja, vej. Bomo naredili. Verjetno, ja, ker začnemo s tretjim delom, pa je to. Okay. Kaj boš pa pol delala s časom, ko boš faks naredila zdaj še en? Pa boš pa sam... Ne vem, prav, kako si ne predstavljam, bom šla pa še nekaj študirati, ne vem kaj. Ne vem. Pač upam, da bom na neki točki imela par svojih teh klientov za terapijo, pa da bom v operi pač čim več pela, no. Ali pa pač da ja, da bom neko svojo špuro, neko novo zvrst začela. Ja, zdaj bom kliše vprašanje postaviti. Kje se vidiš čez 10 let? Ja, tle, ko sem rekla. To nekje. Ampak, ja. V tujini mogoče čim več, no, tudi to. Kak? V tujini, da bi pač opero nekako, da bi zunaj malo bolj. Na nekem tekmovanju si tudi bila za opero, to sem videl. Na večjih sem bila. Tako itak sem že od mehanga na tekmovanjih, predvsem itak s harfo. Mogoče istem tudi izvira moja grozna trema, kar se tiče to igranja inštrumenta. Zato, ker sem ful bila mlada, ker sem šla na prvo tekmovanje. Tam moje 9. In ja, ta tekmovanja v glasbi so kar tako. Mora biti pripravljena, mislim, da ni bila dobra odločitev, da sem toliko mlada na to šla, no. Ja, ful se predstavljam, da ena stroga profesorica to ocenjuje. Ja, sem imela zelo. Mislim, tako, ne, imela sem profesori, ki so bili, kar se teh tekmovanj tiče. Mislim, nimaš sploh kaj dosti izbire, pač greš na to tekmovanje in to ni bilo tako, a bi šla, pač greš. Tako da, ja. Pa kak, mislim, ne razumem, komu je v interesu to delati, ne? Kaj imajo oni, ki organizirajo od tega tekmovanja in kaj imaš ti kot, mislim, ok, ja, nagrado dobiš, pa se jo domov neseš, ampak... Ja, mislim, da se pol tako nek standard vzpostavlja, ne, med glasbeniki, ne vem, neko rangiranje se pol tam tudi, nekdo, ki ima učence, ki ful zmaguje na tekmovanjih, potem več ljudi hočeš se takemu profesorju pritočiti, recimo, zelo je to tekmovanje med profesorji, odvisno, kjer nivo, to so pač tekmovanja v Sloveniji ali pa tako, zdaj to so tekmovanja, ki so pa pač res tako svetovnega nivoja, kjer pa so tudi nagrade ful velike, tam pa je res pol, pač agenti te tam vidijo, razni direktori različnih opernih hiš, tako dobiš zaposlitev, to je, ne. Showcase je v bistvu, ne? Ja. Zanimivo. Mislim, meni je itak skregano z logiko vse. Jaz še smučarski skokih ne bi imel ocen, ne. Pač kdo dlje skoči zdravo, ne. Tako moje možgani delujejo, ne. Pač zdaj slog pa to, pa kdo je telemark pa to. Vse je ful odprto za interpretacijo, tako da mi smo imeli enkrat za stand-up tekmovanje, pa je tudi bilo kar nekaj. A kako pa imaš lahko za ne moreš imeti, ne. Večkrat, kdo pa je, kako pa ocenjuje, mislim, kakšni kriteriji? Bilo je itak za eno firmo, tako da je firma iskala kao najbolj perspektivnega mladega komika. Bilo je ful čudno, kao ti si zagreval, vsak je šel za 5 minut gor, pa ne celo manj da 6 vsakem večeru.
tako da je tako pol ure že minilo, pa še povezovalec je bil, pa si pa prišel za 2 minuti, pa si mogel v 2 minutah čim bolj rasturati. Ne. Kjer stres, Ja. mislim. In to je bilo live streamano, ne, pol je bilo live streamano, ker je pol se začela korona, jaz še nisem bil na live streamu, mislim da. Ampak tisti 2 minuti so oni pol kao snemali in pol si to ti izven konteksta lahko nekaj na internetu videl in glasoval, ali cek neko ti je bilo. Ampak Aha, gledaš še tako celo, super. Da kar eni Ja. random ljudje, Ja. ki sploh, ja. in jaz sem imel ful slab nastop, mislim, se ne zajebal, ampak vseeno kljub temu, eni so pa zajebali sem zaradi tega, ker so pač prišli v napačnem trenutku na oder, ne, se pravi, en za njim. Pa vrstni red je tako najbolj Ja, ful, ja. Ali en pred tabo rastura, en pred tabo je ful slab, se ti pozna na tvojem nastopu potem. Ne. Ja. Bilo je tek, da meni v bistvu tega ni hotel delati, samo v bistvu smo delali, ker vseeno je pa bil je neka izkušnja, neke praktične nagrade smo dobili, sem dobil powerbank, sem dobil, ful ponosen. In pol je bilo neko glasovanje, bilo je promocijsko v bistvu, tako da bilo je kar nekaj. Ja, No. ja, ja. Ampak tudi se ne predstavljam, mislim, kaj pa ocenjujejo pri operi, pač respon. Ne, tam je pa pač, mislim, so, ja, več imaš aspektov, mislim, pač kot prvo tehnika, kar se ful sliš, mislim, že čist kašen legato ima, mislim, tako zelo take, če bi zdaj tle govorila, ne bi nič pomenili, po moje. To pač prezenca odrska, igralsko, koliko si prepričljiv, ker vse en par operi je, ne bi bil v bistvu igralski pojem. Ja. Čeprav to je malo zapostavljeno, mislim, da. To pa pač čist muzikalnost, pa zdaj vsaka zvrst opere ima tudi, vsaka obdobje opere ima tudi svoj stil, kako naj bi ga pel, tako, no, pač zelo različno. Predvsem zdaj mislim, da zelo iščejo tako, osebnosti. Ne vem, kako bi to sploh rekla, ampak da že, ko prideš ti gor v prvih 10 sekundah, če nisi naredil nekega vtisa, je zelo tako. Zdaj na teh audicijah, ki sem zdaj bila po velikih opernih hišah, imaš točno res 30 sekund, da jih impresioniraš, ker jih je itak pride jih, ne vem, na dan jih slišijo vsaj 100, cel teden so audicije. In če nisi ti v prvih 30 sekundah jim zanimiv, Zapadeš v povprečje, Ja, da se da me ja. ne spomnim. Vse Ja. ponovadi je vedno tako. nekaj poslušati pač enostavno. Ja, v bistvu je okvir, ne, ta audicija, okvir, v katerega nas sodijo vsi. Mislim, če nisi sposoben v 30 sekundah vse pokazati, si pa sposoben na kak drugačen način. Ja, sigurno. Ampak si se pripravljala na to, da je treba v 30 sekundah. Mislim, pač v Sloveniji, pa na Akademiji za glasbo te pač ne pripravljajo. Mislim, nisi pripravljen že kot iz tega okolja, v katerem sem bila pač sploh vzgojena, ni isto kot nek Korejec, ki je prišel, ki jih je bilo že tam na Uni Akademiji, ne vem koliko, 100 takih hudih tenorjev in je pripravljen na to, da je pač res mesarsko klanje, pa neka ta audicije pa tekmovanja. Ti priješ iz neke Slovenije, tam itak nas je točno vse skupaj, ne vem, 5 pevcev na letnik v celi državi in pol tako je malo ta reality check, ko prideš ven. Ja, sem zanimiv, ne? Audicija je v bistvu okvir in zdaj pač najmočnejši preživijo. Ja. Verjetno se lahko strinjamo pri tem. Ampak pol to tudi naprej ustvarja točno določen tip ljudi, ki se najde v tej skupini. Ja. Vsi ostali teže pridejo zraven, Ja. ker vsi prijajo prek audicije noter, ali kako, če prav razumem. Ja, ali imaš pač, ali te nek agent odkrije, ne vem, kje, ja, na nekem tekmovanju, ali kaj se vem, kje vem, na nekem koncertu, če je slučajno. Po vezah je tudi veliko, ful ima tudi veze to, kako izgledaš, no. Mislim, zdaj je že na tej stopnji, da pač daleč od tega, da so operni pevci debele stare babe. Pač so tako res, ne vem, pridejo iz Rusije, neke sopranistke, ki izgledajo res kot iz Slovenije, ne? Mislim, iz sveta, sorry, na Sloveniji. Iz sveta. Ja, drugače, kaj je bilo. Ja, mislim, v gledališču ti lahko narediš ljudsko gledališče, Ljutomer, pa narediš ful dobro predstavo. Če si ful dober, sem nisi prišel preko one veze noter, preko audicije ali preko veze noter, si ti še vedno lahko ful kvaliteten, ker je tvoj kreativni proces drugačen mogoče. Ne? V operi še nisem čul za potujočo opero, no, ali pa...
Da imaš pač neko predstavo, ko je Da bi potem šel- okrog, da bi en prav sam kaj bil Offroad producent, opera, mi tako. smo operna skupina, samo pač. Ne, to ne. To je težko, To je. ne, Cel ja. ansambl pa si, ful Ja, smo ja. zagreti. Mislim, pač imaš to, da gostuješ v različnih teatrih, ampak imaš neki bazo, ne vem, ruska, ta state opera, ki potem gostuje tudi okrog. To imaš. Da bi pa prav nekdo brez baze bil, pa sam tako, sam sproduciral neko. Ja. Mislim, da ne. No. Upam, da nisem Težko bi slabo bilo, rekla. mislim, ker je drago. Ja, si to rabiš nekoga, ki ti vse to financira, pač producenta. a Ne? Pa mi smo še po poti rata dober, ne, pa Ja. zato rabiš oder, to je kar težko, ne. Ja. Zanimivo je, da je tak okvir v bistvu sili podobne ljudi, naprej. Samo če se motim, ker dobenega ne poznam, da bi imel kolega, ki bi mi razlagal, kakšni tipi ljudi so. Ne. Ja. Ampak v Sloveniji je ta proces zelo podoben. Ne. Greš na GRFT ali pa nekam in potem ali prideš v SNG nekam in pol si tam. Ne. Ja. Če te zanima, greš še kaj v komercialne vode, ampak to je to. Ne. Mislim, kot operni pevec imaš več možnosti. Lahko si pač neki zaposlen, ne, res, da si del pač rednega ansambla, tako kot pač, ne vem, v drami, kakokoli. Ali pa si pač kao freelancer, pa imaš svojega agenta, ki ti pač rihta po različnih operah. In si pol leta vloge. tam za eno predstavo, ali pa Ja. te pol še naprej najmejo. Ja. Mislim, to je tako idealno, če si ful dober, ne, da Pač, pač res zvezda. Drugače pa valjda bolj safe, da si pač neki zaposlen. Ja, z vidika denarja ziher boljše, Ja. ne, ker če mi ne boste dali več denarja, bom šel drugam Ja. nekaj druge špilat. Ne. Ja. Ja, ok. Reč pa odvisno, kaj ti bolj paše, ali ti bolj paše Ja. freelancerstvo ali standard. Ne vem, ja, je hecno. Ne znam si niti predstavljati, kako bi v neki predstavi z drugimi bil. Ne. Ja. Tako sem razlagal, jaz še v bendu nisem vrejo funkcioniral z 3 kolegi, Ja. ne da bi se mogel prilagajati. Ne vem. Mislim, ja, pač jaz tudi nimam te izkušnje, da bi zdaj z nekom prav par let bila, da moraš pol s temi enimi in istimi ljudmi po različne predstave delati. Mislim, je sigurno, pač ti mora to pasati, mora biti človek za to, da je vsak da mu je vsak to kul. Ja, tudi je zanimivo v bendi, ko si 40 let špila, pa še kar špilajo skupaj, pa še kar isti komadi, pa isti koncerti, pa iste arene, pa pol. Ampak se jih je Isti. zelo malo, ne, takih. Ful Ja. hitro, mislim, pač večina jih. Ampak to še razumem, da so kolegi, pa so pa eni, ko se ne razumejo več, pa še kar špilajo zaradi keša skupaj. To je že hujše, ne? Ja. Kdo mi je razlagal, da je bil prav bend, ko so vsak za sebe hoteli imeti backstage? Ja, to pa ne vem. Ja, vsak za sebe ima backstage, ker so skregani med sabo. In pol so moj samo en hodnik Kaj pol tiste pa, ja. in pridejo in pol je to, ne. Ne vem, ja, jaz zelo slabo funkcioniram v ekipi, očitno. No. Tako da mi je res fascinantno to. Ne, se jaz tudi po mojem, tako no, zdaj, ko razmišljam, tudi ne vem, če bi mi, pa se nimam za neko ful konfliktno osebo, ampak že zato mi je tudi, ne vem, če bi lahko bila v bendu, mi je ful boljš, da sem pač kao Raven, to je moja in lahko kadarkoli hočem, grem in ne rabim se odločiš. Ja, jaz se odločam, pač ja. Nisi odvisna od tega, da je treba zdaj nekaj narediti, ampak ti se odločiš, da boš imela v pol leta zdaj toliko koncertov in polko tega konec je Ja, čas za nekaj drugega. ja. Kam pa, če bi lahko šla v opero, v katero bi šla? Joj. Če bi res se zdaj prav zmišljevala, pa da mogoče kakšna Dunajska. Dunaj? Ja. Zakaj? Ker je blizu Slovenije še vedno, Aha. ker je pač tako A klasa operne hiše, ne. Moje za to. Blizu pa zelo na nivoju. No. Prišla sem v drugi krog audicij tam in sem tudi bila s tem umetniškim direktorjem, sem imela kakor en session imaš potem z njim in je bilo ful dobro. Res je, mislim, tako nekaj čist drugega, ko priješ ven iz Slovenije. Pač Slovenija, mislim, imamo to pač operni svet je zelo, mislim, vse je zelo mehno, samo 2 operi imamo, nekaj dosti možnosti. No. Ja. Ja, mislim, Dunaj nasploh kot mesto je na nivoju največjih metropol v marsikaterem pogledu. Ne.
Ja. Mislim, Ampak kak session izgleda? Mislim, kaj on hoče tebe spoznati, da te profilira in te potem, ko te bo rabili, te bojo ponudili? Ali... jaz sem bila v bistvu za operni studio. Operni studiji so v bistvu ponavadi tam za 2 sezoni, recimo, kot direkt iz študija prideš tja in si zaposlen za 2 leti in pač poješ neke stranske vloge in tako naprej. In pol pač, če si ful dober, če si jim ful všeč, te lahko zaposlijo tudi naprej. Ampak ta session je bil tako že, mislim, super, ampak že ta prvo je you don't speak German. Aha, ok. Tako da od tega, da moraš kot operni pevec itak pač sem imela na akademiji in na konzervatoriju italijanščino, nemščino, francoščino, pač dobro je, da si tekoč v vseh teh jezikih. Pol je važno, kako izgledaš, pač glas itak na prvem mestu. Pol pa prije še tehnika, mislim, en kup enih stvari tam opazujo. Pač dajo ti pianista, najprej odpoješ čisto eno arijo in pol malo z njim delaš. Po moje, ta session je bil že zato, da on malo vidi tudi na kakšen način če ti on da neko informacijo, kako pol ti nazaj, kako hitro skapiraš, kaj hoče od tebe. Ja, če oni so ansambl, oni rabijo nekoga, ko bo kar znal se vstati pa šprinta z njimi. Ne? Ja, bolj, ko si pač že na tem nivoju profesionalca boljše. Ja, ponovadi je tako. Mislim, zmišljuje se lahko, ne? Ja, sigurno pač konkurenca je nora, res. Ampak je pa vsaj v opernem svetu imaš možnost vam priti. Jaz lahko kot Slovenka prijem na audicijo v Berlin pa v Milano, medtem kot pop pevka, kam bom pa šla, ja, neki showcase-i kao so, ampak v bistvu zares pač ni toliko možnosti, no. Ja, v bistvu poplavajo vsega, ne? Ja. Poplavajo vsega in večina stvari je zelo neoriginalnih, zelo podobnih in pol najbolj pade v oči svetovni javnosti, če se hočeš svetovni ali pa evropski javnosti predstaviti, da greš na Britain's Got Talent pa špelaš nek pop komad, ko ga že vsi poznajo. Ja. Mislim, pa je ta neka zgodba, koliko imaš tragično zgodbo za sabo, ne? Tako, da se bo ljudi dotaknila. Se pravi, ker pač več glasbenik ni samo tukaj je moja glasba in pač ljudi zanima osebnost cela, ne samo muzika. Ne? Tudi po moje, zaradi Instagrama, zaradi vseh teh nekih, pač tem, kako se je razvil. Ja, se strinjam. Samo je, kako bi rekel, vsak lahko doma muziko dela, pa ni več kvalitetne muzike, ko je bilo v 90-ih. Pač ni. Ja, se glih zato, pač več ljudem, ko je dostopno, bolje ratala je glasba bolj dostopna vsakomur, pa da lahko vsak to počne, ampak hkrati pa s tem pride tudi to, da ni pol več take selekcije, ne? Ja. Pač oboje je. Jaz mislim, da je več kvalitetne muzike v smislu tehnike. Več ljudi se je naučilo bolj tehnično, pravilno špilati pet, ker imaš pač ful več tutorialov. Ne? To je bilo tako časih, ko ni bilo tunerjev za kitaro. Mogo si se pol leta učiti, kako si boš stunil kitaro, da si pol postal glasbenik. Danes je to, zraven kitari ti še prodaja tuner. Pa pač... To nisem pomislila, nikoli. Ja. In ziher so bili takrat eni, ko so bili, ti nisi pravi glasbenik, zato ko ne znaš. Ja. Ampak je pol tehnologija šla naprej, pa zdaj se sploh največ vprašamo. Ne? Ja. Definitivno so tehnično boljši ljudje, ampak sem v glasbi, kdo v bistvu tehniko gleda, razen glasbenikov? Je odvisno spet za kakšno publiko delaš glasbo, ne? Ja. Ker ki furat hod na klasične koncerte, pa ne rabi biti glasbenik, ampak je že toliko svoje uho ne natreniral, ampak se mu je uho privadil na to pač, da je nekdo intonalčno točen, da se res razvije ti nekak posluh pa okus drugač. In on bo slišal, ne? On bo čuje. Ja. Sam, a ni tak, da bo večina ljudi oprostila tehnične napake, če se lahko poistovetijo s tabo na nekem drugem aspektu, v smislu... Yeah, to play a wrong note is insignificant. To play without passion is inexcusable. To je Beethoven rekel, ne, se to sigurno je res. Ampak, kaj mislim, da bila Susan Boyle, ona, ko je bila, češ,
neprivlačna ženska, ki je bila na Britain's Got Talent. Ne. Ljudje so se poistovetili z njo glih zaradi tega, ker je pač zgledala kot ne pop zvezda, pa je znala full peti. Ja, to ja, ampak še vedno je znala pet, ne? Ni bila zdaj, pač, ne glede na to je ona zdaj, se ti si lahko po naravi ful dober pevec, ne rabiš, eni rabijo več nekega vodstva pa tehničnega usmerjenja, ker dejansko ne pojejo, ker se tehnika služi temu, da ti dobro na koncu zveniš, ni obratno. A ne? In ona je pač tehnično, čist korektno dejansko pela. Ni bilo tako, da je ona tam kričala, ampak ker je bila tako ljubka, je pa so ljudje to oprostili. Veš, kaj? Ja, slab primer sem dal, ampak ful se mi zdi, da ja, sicer si rekla, ok, odvisno kdo gleda, pa odvisno, kje republika gleda, ampak na eni točki prideš, ko imajo vsi podobno tehniko v enem žanru, ali pa vsi podobno na nivoju podobne tehnike. In potem ti je pač nekdo všeč zato, ker pač ima, ne vem, podobne interese kot ti, ali pa ti misliš, da ima podobne interese kot ti. Ne. Ker ko ti hodiš gledati v gledališče neko, ali v SNG, ali pa nekam in gledaš konstantno iste igralce, pa si ga že nekje videl in mu zaupaš, ker je ono vlogo dobro odšpilo. Imaš prej predstavo. Imaš predstavo, ne? In pol lahko oprostiš tehnično napako. Ali pa ti je že prej dokazal. Ja. V bistvu. Ja. Ali pa, ja, oziroma ne, ja, spet sem naroben primer, da hotel sem reči, ti v bistvu oprostiš napako, če se ti zdi, da je on cool. To, če ga prvič vidiš. Ja, razumem, ja. Ker te pač spominja na kolega. Ne. Ja. Sem to pa prezenca. Če ima prezenca, mu oprostiš napako. Ne. Pa po moje nima toliko zelo, no mogoče tudi, če te pač prepriča za svojo prezenco. Ne, ampak če se ti zdi, itak ljudje vedno težimo k nečemu, kar je nam mal podobno, ampak to po moje tako izhaja že sam iz tega, iz pradavnine, ki smo nekako skupaj šli v črede, ki so šli skupaj v črede tisti, ki so si podobni, ker vse, kar je bilo malo drugačno, je predstavljalo v bistvu nevarnost. Potencialno nevarnost. Ne? Potencialno nevarnost. Ja, zaupaš takemu človeku, ne, ko je ti podoben tvojemu kolegu, ne? Ja. Naprimer. Ampak se tako tudi volimo po drugi strani, če si rečeš, a ne pač, kar je mal scary po eni strani. Mi gledaš po televiziji nekoga in si rečeš, joj, to je pa res simpatičen, tako, da bi se z njim malo pogovarjal in to si reče vsak povprečen človek in potem na koncu dobiš povprečnega voditelja, recimo, ne. Ja, so to itak, ja. Mislim, to je tekmovanje, kdo je bolj popularen, ne. Sploh volitve za predsednika v Sloveniji, ne. To je v bistvu, ne boš zmagal z radikalnim mnenjem, ne. Ja. Zmagal boš s supom na Blejskem jezeru, ne. Naprimer. Ja. Če smo že pri tem primeru, mislim, da smo se malo okoli njega sukali. Ne, volitve so itak, se pravijo, Američani pravijo, ti voliš z you vote with gut, not with your mind, ne. Ker v bistvu te zasuješ, vsaka volilna kampanja te lahko zasuje z vsemi informacijami, mi bomo to naredili, mi bomo ono naredili, in ko si 10 let že volivec, ali pa že prej, ugotoviš, da v bistvu pol tak ni tak, ne, ker pač pol se neka prije vmes, pa pol naredijo, tako naredijo, in pol voliš sam nekoga, ki pač te spominja na nekaj. Ja. Kot je Trump spominjal ljudi na ne politika, ne. On nič ni pametnega povedal, v bistvu vsem tem času nič ni pametnega povedal. Še bolj mi je hecno, ko mi ljudje rečejo, da je on desničar, ne, on ni desničar, on je v bistvu populist, on je v bistvu ful sebe zagledan, ne, in izkorišča desno stran za to, da so ga pač volili, ne. Se na koncu, ko so napadli Kapitol, se je videlo, da ful veliko njegovega volilnega telesa je v bistvu ljudje, ki verjamejo v teorije zarote, ne. Ker so bili tak, končno ko bo šel noter, pa bo vse dokumente izdal, ne, da vse to ni res, pa da je voda zastrupljena, pa da hočejo žabe spremeniti v geje, ali kaj že. Kaj? Ja, to je imel Alex Jones, to they're turning the frogs gay. In čas je imel to, Ker ne vem zakaj, ker če to spremeniš,
če spremeniš spol žabam ali spolno usmerjeno žabam, bo potem, ne vem, do neke verižne reakcije prišlo in pol tako se vsaka teorija zarote konča in pol bo razrešiti populacijo. Ja, To je v bistvu to, ne. Ja. Kako smo prišli zdaj na to iz tehnike petja? Se zgodi. Nekaj smo zavili. Ja. Ne vemo, ki. Se ne važno. Ja, v tem super volilnem letu Slovenije smo mogli tudi to omeniti. Ja. Pestro bo. Ampak okej. Ful mi je zanimivo. Veš kaj je meni? Ok, ti to si, ne? V bistvu si igrala oziroma bila v operi že od malega, pa zdaj si še bolj, ne? Ja. In bila si na pop odru oziroma v teh nekih sferah. Meni je vedno fascinantno, ko gledam nekega pevca. Ne? Zdaj ful, ne vem, zakaj zadnje dni gledam Green Day, pa ful arena koncert oziroma festival koncert, pa sem tak, to bi jaz tudi. Aha. Sicer imam ful dovolj dela s stand-upom pa z radijem, tako da nimam cajta, mene vedno imam ono neko notranjo željo, pizda, to bi se tudi dalo, ne. Pa ko fuzbal gledam, si tudi mislim, pa to bi tudi lahko, ne. Ja. Ali pa gledam, ne vem, bordanje, ali pa gledam, ne vem, kaj vse bi, ne. Ja. Imaš še kak tak skrito željo, še nekaj drugega probati? Ja, ampak to se mi zdi, mislim, dvomam, da bom kdaj, ampak karkoli z modo veze, to mi je, itak me je vedno ful zanimalo, no. Ampak hkrati imam tak respekt, ne vem, vedno sem bila zelo tako, če bom nekaj počela, bom res ful znanja si iz tega nabrala, pa imela kompetence, ker ne bom ena izmed tistih, ki kar neki tam, zdaj bom pa jaz pevka, pa bom mal, ja, si par tutorialov na YouTube pogledala, pa kar zdaj šla, mislim, tako se mi zdi, da sem glede tega ful humble. In ne bi rada bila sam še ena, ki se je zdaj tle odločila, da bo pa zdaj kar neki dizajnerka, ker vem, pač imam ful spoštovanje do vseh ljudi, ki dejansko so to študirali, ki to imajo ful znanja iz tega področja in mislim, da pač bi sama sebi se zdela ful smešna, če bi začela zdaj tle kar neki. Večina ljudi, ko to proba, v bistvu se samo vložijo svoj denar noter. Ja. In pol najamejo 3 dizajnerje in pol oni dajo svoje ideje. In podpisani so oni pod to blagovno znamko, niso pa to dejansko dizajnerje. Ne? Ja, ne bi bila rada sam neka producentka, pa mecenka, pač to mislim mi ni. Ja, daš v bistvu je sam brand pol, ne. Saj so vsi, v bistvu od Michaela Jordana do Kanye West, pa vsi Kardashiani imajo svoje blagovne znamke. Sem Khloe Kardashian, mislim, da ima parfume, ona na dejansko parfume. No to mi je pa najbolj recimo tako zanimivo, ker rečejo, vedno sem si že želela svoj parfum in zdaj sem ful v to vložila nekaj, pač česa, denarja. Ja. Ne, mislim, kako lahko, sploh si ne predstavljam, da bi jaz lahko prodajala svoj parfum, v smislu jaz osebno sem ga tlele, mislim, pojma nimaš o parfumih, mislim, to smisli spet nek tak art, ki imaš lahko ful znanja za tem, da sploh lahko govoriš o tem, ne. Parfumi sploh, ja. V bistvu so jo prinesli 5 parfumov, pa so jo dali za povohat, ne. To se je zgodilo, ne. Pol je mogoče, da se je sama bolj počutila, rekla, ne, tu morate dodati malo vanilije. Pa še to je po moje bilo bolj tako, da so vprašanje, kakšne vse psihologe in sociologe in ne vem, kakšne eksperte za ne vem kaj so tja poklicali, da so si mislili, ta parfum bo največ ljudi privlačil. Dali so jih 5 popularnih, ne. Teh 5 bo ratalo, zdaj si se enega zberi, ker ti je najljubši. Večino se po moje tako zgodi. Nikoli nisem bil zraven, ampak na koncu, če ti prinesejo za basket šuh, pa ti rečejo, probaj, če je v redu, pa rečeš, ja, v redu, nisi šuha naredil, ne. Moče si ga spromoviral, nisi ga pa naredil. Ampak take stvari se dogaja, pa se prodaja, to je najbolj zanimivo, ne. Ful smo nehali nekako hoditi v thrift shope, po parfume, po šuhe, po ne vem kaj, ampak vsi hodimo v iste place in spet je spet isto, to, kar smo se že tako premenila, ampak ja, kako bi se ti lotila svoje linije oblečil ali pa
Ja. Kaj bi pustila, da drugi naredijo, kaj ne bi pustila? Mislim, jaz sem že tako nasplošno problem, pač sem zelo rada, imam vse pod kontrolo. Hkrati vem, da če bi se lotila svoje linije oblačil, da pač nimam dovolj znanja, da bom imela vse pod kontrolo. Tudi nimam dovolj znanja, da bi izbrala ljudi, ki so res dobri, da bojo meni sedeli, da bomo imeli isto vizijo. Zaradi tega tudi dvomim, da se bom kdaj zares tega lotila. Ampak, no ja, kar sem hotela reči, da imam že tako, ne vem, ko snemamo videospote, shootinge, ki imam nastope. Kar se oblačil tiče, sem že sodelovala s ful različnimi dizajnerji pa stilisti. Pa pol at the end of the day pač samo pač vedno aj se nekomu zameram, zato ker začnem kar sama pol vmes neki sebe, ampak tako, da sebe oblečem je še okej, zaradi tega, ker sem dejansko samo jaz pač odgovoren za to, kako jaz gledam. Da bi pa jaz zdaj prav prodajala neki pa rekla, evo, ljudje kupite to, ne bi imela dovolj samozavesti, da bi lahko rekla, to je res sigurno dober, mejte. V bistvu mislim, da ti vidiš detajle oziroma opaziš, da ne vidiš detajlov, ki jih vidijo stilisti. Ne? Ja. In pol to ceniš. Ne? Ja. Se pravi, ko ti nekdo pokaže, ne, le to tak, pa si, le samo res to bolj zgleda. Ne? Pol vidiš, v bistvu vidiš umetnost v njegovi glavi, ki jo on ima ali pa ona ima. Ne? To v bistvu vidiš. Ali prideš sam do tega, ali pa si podjetnik, pa najameš to osebo za to, da to naredi. Mislim, jaz, kar se tiče mode, ne bom nič rekel. Filozofiram o okvirih. Ne, ampak vedno mi je, ne vem, kako se odločiš sploh biti modni stilist, ker dobenega v bistvu ne poznam, oziroma poznam ljudi, ki so, ampak ne poznam jih od otroštva. Ker jaz, ko gledam svoje sošolce, pa vidim, ki je kdo pristal, si tak, ok, vidim, zakaj je šlo po tej poti. Ne? Ko pogledam zdaj te ljudi, ki so že izdelani modni stilisti, ne poznam jih, ne vem, kako so se odločili za to. Tako da ful težko delam primerjavo. Ne vem, kaj te sploh vodi v to, ja. Po moje, mislim, jaz sem vedno tako dojemala tudi to, kako se oblačam, pač konc tudi tatuje ali pa make-up, karkoli, da še preden usta odpreš, ko se pred nekom pokaže, že lahko ful s tem mu daš vtis, o tem, kdo si. Ali pa se je v bistvu ti je kot ščit, pa se v bistvu čisto nekaj obratnega predstaviš. Zame je to sigurno pač bilo tako, da sploh, ko sem se pojavila na sceni, sem hotla izpasti ful bolj taka neka mogoče biči, kakor v resnici sem, ker mi je bilo to bolj tako kot nek tak ščit. Ne? Pa sem v bistvu glih neki kontra temu, kar sem izrazila s tem. Ne? Lahko pa pač izražaš res to, kar si. Tako zelo lahko ful poveš, še preden ful vtis daš na človeka, še preden sploh karkoli poveš. Ja, ščiti so ponovadi tako, da ščitiš tisto, kar si, ne? In projiciraš drugo. Ja. A si hotela tudi mogoče samo izstopati v smislu, da si te... Ker imaš, mislim, tako kako jaz gledam, you have one shot, ne? Ja. In zdaj, če priješ, pa se ti dobeno zapomni, kaj boš zdaj še enkrat priješ? Mislim, sem po moje razlika v tem, da te nekdo opas najprej, ko pač prideš, ampak ni pa nujno, da se ti bo pol tudi zapomnil. Ja. Ko da ustvari ta vtis, da se ti ljudje pol zapomnejo, ne, da so samo tako šokirani, pa pol gremo naprej. Tisto je tako neka umetnost. Ampak res nisem nikoli, pač kaj 18 let sem bila stara, ko sem prišla na EMO, res nisem razmišljala o tem, da bi bila neki, nisem si mislila, da sem nekaj posebenega v smislu, zdaj bom pa nekaj tako čisto drugačnega naredila, samo zato, da bo drugačno. Pa če sem imela tiste roza lase, ki so bili najprej rdeči, pa so kar vedno bolj roza ratvali, sploh ne načrtno. In nisem sploh razmišljala o tem, kaj bom naprej. Tako da... Se po 18 težko študiraš kao naprej. Ja, ne, mislim, da sem drugač, da točno vem, kaj delam. Ampak za nazaj pač pomislim, res nisem imela pojma, kaj počnem. Tam od 18 do 22 si tako neumno samozavesten, ker nič ne vidiš pred sabo, ampak misliš, da vse veš. Ja. Dobesedno.
jaz imam to, jaz to handlam. Meni se je isto zgodilo tam. Pri 24 sem še začel v bistvu razmišljati o tem, stvari bi šle ful drugače, ne. Nisem videl tega. Ampak pustimo to. Ko si, to smo dobro reči, you have one shot, ne. Se pravi, nekako iz duše ali pa iz tega, kaj ti hočeš pokazati, nekaj hočeš pokazati. In pol je vedno ta strah, ne. Kaj pa, če doben ne bo nič, ne? Ker to se dogaja, ne. Pač vemo za ljudi, ki so bili, ne vem kaj, vsak ima nekoga v mislih, ki je pač mislil pokazati vse in pol se nič ni zgodilo in pol sem zamrlo, ne. To je res ful žalostno, ne. Zgodi se iz različnih razlogov, ne zgodi se to vedno zato, ker je ta oseba nezanimiva. Ampak bolj je vprašanje pri samem sebi, kolikrat boš ti imel čas, denar pa voljo, da boš še enkrat probal, ne? Ja, jaz sem imela to srečo, da ko sem prišla nekako na to sceno, da sem imela ful, pa da so me ful dobro sprejeli, no. Pač se je potem bil kakšen moment vmes, ki pa je bilo čist kontra, ampak jaz sem imela to srečo, no, da so me na začetku ful lepo sprejeli, ker sem bila nekaj posebenega na tej sceni s tisto harfo in to. Ampak mene nikoli ni bilo strah, mislim, tako, moj največji strah je to, da ne bi izkoristila vsega svojega potenciala, ampak bolj v smislu, da sem res dala vse od sebe, da sem bila ful kreativna, da sem se potrudila, da je bilo najboljš in če bi dobila negativen feedback, bi bilo to okej. Veliko rajš to, kot da sploh ne bi probala, pa da iz tega strahu, to v bistvu tega me je najbolj strah. Ja. Da sploh ne bi niti probala zaradi tega, pač zaradi strahu. Zaradi bremze, svoje lastne. Ja. Ampak meni se zdi, no, ko te enkrat sprejmejo, če te enkrat sprejmejo, to, koliko jaz opazujem svoje kolege, ki so poskušali, pa ni ratalo, pa je pol ratalo en trenutku, mislim, da je tam vedno iskrenost, ne. Ko ti rata, je ful odvisno od iskrenosti, ne. Ful velika razlika v pristopu je med Adele pa Lady Gaga, ampak obe sta iskreni, oni dve res hočeta biti v taki podobi, pa v takem glasu na odru, ne. In jaz res verjamem v to, da v glasbi, tudi če je pop glasba ful skomercializirana, ti res hočeš biti tam, tako kot si. Ali ful izstopaš z barvo las, ali ful ne izstopaš z barvo las. Če te bojo ljudje kupili, te bojo kupili zaradi iskrenosti in avtentičnosti. Zaradi tega, ker če greš, kakor hitro imaš ti v mislih jaz imam ful dober izdelek, sam me ne bojo sprejeli, ker ne izstopam po barvi las, na primer, ne. Jaz mislim, da si tu že zajebo, ne. Jaz mislim, da te ne bojo sprejeli, ker nisi iskren. Mislim, ja, pač sigurno hočeš biti iskren. Po moje je bolj to, koliko se obdržiš pol. To, mogoče na začetku boš mogoče še koga tako, ker jim bo zanimivo, pa ne boš čisto razumel. Ampak koliko se to obdrži, mislim, da predvsem tam se pol vidi. Dober point, ja. Dober point, ampak najhujše je gledati človeka, katerega sporočilo komada ne štima z zunanjostjo. Se pravi, ko da je besedilo ful romantično, v bistvu si pa sporoča tvoja mimika nekaj čisto drugega. To hočem reči, ne? Temu rečejo kognitivna disonanca, da ljudje imamo, da če nam dve informaciji, s katerimi se strinjamo, ampak ne gre sta skupaj, pol, da sta si nasprotujoči, nam to kao povzroči nek tak, recimo, ne vem, tak banalen primer. Ena oseba ti je ful v redu in se ful dobro razumeš z njo, ampak pol zveš, da je tej osebi ena oseba, ki ti ful ne maraš, tudi všeč. In pol kao se vzbudi v tebi ta kognitivna disonanca, ker ne gre skupaj to dvoje, ne. In mislim, da ima to dosti veze s tem, da če vidiš ti osebo, ki ima čisto drugačno mimiko, kot to, kar sporoča, da ti to ful neprijetne občutke vzbudi. Ja, podobno je, če nekdo kadi, pa mu ne paše čik v roki.
Kdaj je to opazila, ko je tako nekdo, ko se dela zajebanega, pa mači koroki, pa je tako, ne, ti nehaj, ti si za Coca-Colo pa za pomfri. Ne me to odbijajoče pač človeku pol zaradi tega. Ali pa če nekoga vprašaš, kak si reče, super. Nisi super, čujem, da nisi super. Mislim, še itak nisem doživel sam pri sebi, da bi bilo kak imel neko slavo ali pa da me ljudje poznali. No. Stopa že kdo do mene po predstavi, bi rekel, fajn je bilo to, ne da bi si me kdo za ful zapomnil. Ampak o tem razmišljam, o tej priložnosti, no, ki pride, če pride, ko pride, kako jo izkoristiti. Poslušal sem njega Patrice O'Neillja, zdaj ga ni več, no, ampak on je razlagal o tem, you have, da lahko greš na ride 3-krat ali pa 4-krat v Hollywoodu, 3-krat ali pa 4-krat in to je to, ne. In prvič greš, pa si ful, ne, dela in priješ do vrha in si misli, fajn bo, in pogreš dol, pa ti vrst cash zleti z žepom. In ko greš drugič, gor študiraš, sploh ni bilo tako fajn. Zakaj se zdaj tako matram, pa stojim v vrsti za ta vlakec smrti, če niti ni tako fajn, zakaj jaz to delam. Tako da, dosti na tem razmišljam, zato sem te to tudi vprašal. No. Se sploh, zdaj ne vem, točno vprašanje je bilo, kaj če... Ni bilo vprašanje, v bistvu sem samo diskusijo hotel zbuditi. Ampak mislim, ker ko si prišla, so te ljudje že sprejeli. Ne? Iz tega sem imel osnovo in pol si dobila nek fanbase. Ne? Mislim, pa tudi to je, kaj je za koga neka šansa. Veš, v Sloveniji, mislim, da so me sprejeli, kaj je slovenska publika, ali da so, ker ni isto, tudi jaz mislim, da mene ful ljudi pozna, ampak pa, da mi je ratalo v tem smislu, da zdaj že nekako ljudje približen vejo, kdo sem, ne, pač, da so se mi zapomnili, ampak zdaj, če sem jim pa všeč, to je pa nekaj drugega, ne. To pa sem po mojem manj ljudem, ne, ker sem tako specifično. Širši krog je, kaj te pozna, to je res. Ampak mislim, če si špilala na Lentu 2 leti nazaj, je ljudje, ki so prišli tja, so prišli na tebe. Ne? Mislim, je prišel folk, ko se ne imel kam zadati, ker tiste oder je za 100 Jurčkov oder. Pač prije folk malo pogledati, pa grejo naprej. Ampak neka glavnina pa ostane, oni so prišli pač tebe pogledati. Mislim, imela sem koncert 2017 pa 2019. Vem, da takrat, ki je bilo 2017, da je v bistvu bilo v tistem tednu na mojem koncertu največ ljudi od... Na Jurčkovem odru. Ja, na Jurčkovem odru. Tako sem imela ful. A to je bilo pred korono? Ja, to je bilo 2017. To je bilo pa še ta 2019, je pa za nek odr, ki je neka voda, ful vmes. To je Jurčkov odr, ja? Je bilo pa manj ljudi. A ni bilo to med korono? Ja, to je bilo med korono. Ne, 2020. Ja, ne 2020. 2020, pardon, 2021 lani bilo. Ja, ker pokrivam, jaz celo len za to vem. Bil sem na tem koncertu, danes, ko sem se usedel malo dol. Tako da, spet smo zašla. Šansa, ki jo dobiš, kot je Ema, naprimer, da se predstaviš večji publiki. Ne? In potem eni sprejme, eni te ne sprejmejo. Ne? Ja. Zdaj, tako sem rekel prej, marsikdo, ki je šel na Emo, pač ne vemo več za njega. Ne? Ni bilo... ni šlo naprej, to hočem reči, iz tega in drugačnega razloga, ampak da se ljudje dansko navežejo na tebe, vidijo, ne vem, wow, Freddie Miller, ne? Na nekaj so se mogli navezati. Postovetam se s Freddie Millerjem, v tem smislu, ali kaj? Ne. Mislil sem, da so se tudi na Freddija Millerja navezali eni ljudje, ker on ima tudi to zgodbo za sabo, ne, da je delo v Rudniku, pa da je žena bila bolana in zaradi tega zdaj ne vem, če si to zmislil, ker malo iz glave govorim, ampak nekako so se mogli navezati na njega, da so ga poslušali, pa ga najemali za koncerte in podobno kot na tebe, ne? Sem da pač je muzika ful drugačna. Hotel sem reči, vsak, ki pride, ima neko šanso, ampak da šanso izkoristiš v polnosti, moraš biti iskren, autentičen in potem se ljudje na to navežejo. To je bila v bistvu povod. Ja, sigurno, mislim, je bi spet rekla, da odvisno za katero publiko, pač tako, no, ker meni se zdi, da ena, no, ali pa tudi ne. Ker jaz sigurno,
me lahko impresionira tudi en pevec, ki je tehnično ful vrhunski, pa sploh ne rabi, ne vem, nekih čustev, ne vem kakšnih, o ne vem čem pet, pa me glih tako lahko impresionira, samo na drugačen način, a ne? Tako odvisno, kaj išče. Mislim, da si specifična publika, ki se spozna na to, ne? Ja, sej pravim. Ja, mislim, jaz tudi, ko gledam stand-up, jaz vem, kaj je callback, pa ga vidim, ne? Sigurno drugače gledaš na to kot nekdo, recimo jaz, ki pač sploh ne bi vedela, kaj je pač dobro mi je ono, kar mi je smešno, ali kaj, ne vem, mislim, kaj... Ja, v bistvu ne poznaš globine. Ne znam primerjati z drugimi, pač tudi, ker nimam... Pač... Ja, ne poznaš globine tehnike, to hočem reči. Ja. Tako jaz tudi pač pri petju, ajde, mogoče nekaj že vem, ampak niti ne. Jaz sem v bistvu pač povprečen Slovenec, verjetno, kar se tiče glasbe. Jaz pač poslušam besedila in besedila so mi všeč in to je to, ne. Ja, ampak ja, no, one shot, to me zanima. Ja, mislim, nisi veliko študirala o tem? Ne, nikoli nisem. Pač res nisem. Takrat nisem študirala. Pol sem že naprej, kako bom zdaj obdržala to, kako bo imel smisel to, kar bom naprej naredila. Če delam en album, zdaj moram še vedno, ne moram zdaj kar naenkrat pa jaz ratati, ne vem. Ne moram kar zdaj metal benda ustanoviti, tudi čeprav bi mogoče to hotla, ker pač nima to konteksta, mislim, nima veze s tem, kar sem prej počela tako, v tem smislu, da sem zelo premišljena, pa to ne pomeni, da sem kaj manj iskrena. Ne, nisem tega mislil. Pa ja, ful je, ko si enkrat v onem, da si nekaj drugačnega, pa da ljudem točno to všeč, bojo šli tudi čez marsikateri žanr s tabo, ne? To je res, ne. Ker jim je glih to všeč, ne, da posluša nekoga, ki nekaj skozi spreminja, ne. Ker pač imaš ene ljudi, imaš inovatorje, ene imaš tiste, ki ima radi trdo podlago, ne. Noče biti nesramno, ampak večina narodno-zabavne muzike v Sloveniji je iste, ne. Pač, ja, tudi ne vem, kako bi sploh se znotraj... Ja, mislim, Modrijani so ful kreativni, Modrijani imajo ful različnih komadov, tudi šli so delati komade brez harmonike, šli so marsikaj probati, ampak večina teh nekih bendov, ki špila pač, ker špilajo v bistvu za poroke Abrahama in pa to, sploh ne rabijo biti kreativni, ker špilajo itak samo uspešnice od ostalih, ne. In pol se ne razvijajo, ne. Ja. Zato je veliko te muzike iste, ker je veliko cache noter in če je veliko cache noter, bo veliko folka not prišlo, zdaj pa vsi ne morejo biti ful kreativni, ne. Ja, tako pač je, no. Publika pa, ki enostavno ceni, da si ti kreativen, da probaš nove stvari, da jim predstaviš nekaj novega, ne. Pa bo šla s tabo čez te zadeve. Ne vem, vse je banalen primer, ampak Apple, ko je naredil uro, so šli Appleove ure kupovati. Zakaj bi šel Apple uro kupovati, ker tako? Ampak ljudje so, ker cenijo, ker so v bistvu inovatorji, niso inovatorji, ampak cenijo inovacije, to hočem reči. In pol grejo s tabo za tem. Ne, sigurno, po mojem mora samo imeti nek smisel. Ne? Ja. Zdaj, če bi vse se da pol tudi nekako smiseliti, ampak da ni to samo neko uno brez glavo, pač da mora biti vse premišljeno pa narejeno. Mislim, jaz to vedno tako... Kaj pa če rečeš, da je tvoj smisel, da je brez glavo, pa da nima smisla? Ja, ne vem, nikoli nisem na ta način pač razmišljala, niti pristopala k glasbi, no. Ja, Kurt Cobain je hotel stran od popa iti drugačnost sam z obo, ne? Pa ne vem, če je hotel iti stran od popa, še vedno mislim, da je bila neka rdeča nič, še vedno bi bili isti člani za sebe, po moje še vedno ni hotel zdaj on. Ja, to se strinjam. Ampak nalaš je hotel obo v... Ampak moraš se pa sigurno razvijati, se drugače pa tudi hitro postane dolg čas, se to že drugega, se publika tudi razvija. In sigurno, če te nekdo poslušal, ki je bil 16, če ti še vedno igraš isto glasbo, kot pa je on zdaj 26, pa ti še vedno isto glasbo igraš, neč te boš vedno poslušal. Pač se mora to nekako razvijati. Ljudje kolobarijo, ja, z različnimi umetniki in vsem, pa pridejo pol nazaj. Mislim, jaz ko poslušam muziko, ko sem 10 let nazaj poslušal, sem malo solzen že. Blink-182. Ampak prideš pa vseeno pol, ne vem, v 40-ih v neke te vode, ko lahko delaš eno in isto stvar, ker se tvoja publika isto s tabo stara in
še vedno hodijo in je še vedno kul, ne. Pa po mojem tudi ta neki elementi nostalgije, to recimo so zdaj B-pop, te ladies ali pa ne vem, Game Over, ki pol pridejo ljudje na te koncerte, ne zato, ker bi zdaj oni ful poslušali, če bi zdaj to ven prišlo, ampak zato, ker pač to spomne na neke dobre momente iz mladosti. Ja, definitivno je nostalgija, ampak misliš, da se lahko kot umetnik, ne da se nehaš razvijati, ne, ti lahko svojo potrebo potem, da se razvijaš nekje drugje uporabiš, pa špilaš iste komade, tako je Parni Valjak še kar iste komade špilo, ker palijo. In pol že padeš v ta okvir, da ne moreš ti špilati koncerta brez tega pa tega komada. Ne? Ja. Si kdaj mogoče opazila, da kdo je rekel, da sem šel pa na band, pa nove komade špilajo? Mislim, jaz že pri sebi vidim, da mi je ful težko, ful ljudi me pozna po tem sijaju, tem roza samorok in to, ne. In meni gre ta komad tako na živce že. Mislim, jaz, pa ko mi, ne vem, 5 let, da ga v bistvu igram. Meni to meni ni jasno, mislim, da je to ful naporno. Ok, pa moraš pa delaš različne priredbe teh komadov, za vsak sklop koncertov malo drugačno narediš ta komad, sej je, a ne. Mislim, za glasbenika tako je malo zoprno to, da se pač, da te publika tako s tem, čisto logično, ampak da se, vem, da pač ljudje pričakujejo, ko bom jaz imela koncert, da tisti roza samorok in tisti sijaj tam odigram, čeprav se sploh več ne počutim, kot da bi to pač pela. Ampak mislim, da ljudje ne razmišljajo, okay, tako da ni to neka... Vzamejo komad za svojega, ne? Ja. Dave Grohl je rekel, ti lahko 10,000 ljudem poješ en komad, pa ti ga bo nazaj peli iz 10,000 različnih razlogov. Vsak ima svoj razlog za ta komad in zdaj je njihov, ne? Ja. Ni več samo tvoj, ampak je njihov, ne? Ja. In zdaj ga moreš, ne? Ja. Zdaj ga moreš, razen če... Ja, ampak... Mislim, neko odgovornost tudi na nek način pol nosiš. Če si dal to ven, pa pol moraš tudi nazaj dati ljudem, če so ga sprejela. Ne? Ja. V stand-upu je to drugačne, ker ne moreš enega vica dvakrat povedati, da bi bil še kar smešen, zato smo čisto neki drugi. Čeprav so tudi komiki, ki so... Obstajali so v Ameriki komiki, ko so ljudje na pamet vedeli material in kaj je bil, Dice Clay, on je imel arene filo s tem, da je povedal premis, cel vic je povedal, pa se je publika zadrla punchline. Pa so se pa smejali. Wow, okay. Čeprav so prišli, tja pa so vedeli, zakaj se gre. Tudi to obstaja. Pa Jerry Seinfeld je dolgo to delal, da je skozi eno in isto predstavo mal kolobaru in ko so ljudje prišli, so vedeli, kaj bo, pa so se plačali za to, pa so se imeli fajn. Ampak ja, nova smer v stand-upu gre pa pač, da poveš enemu človeku dvakrat istega materiala. Kar v Sloveniji je ful težko, ker nas je samo 2 milijona. Jaz o stand-upu res toliko malo vem. Edino, kjer sem to gledala, pa po moje je bil ful slab stand-up. Je bolj v teh, se je tako malo bizarno, ampak RuPaul's Drag Race, ki so te drag queeni. Aha. In pač imaš, kakor imaš različne drag queene, sploh nekako se temu reče v slovenščini, ki ni transvestit, ampak je kraljica preobleke, mislim, da je to prav izraz, ne vem. In imaš kao pevce, imaš plesalce, pa imaš pa pač tudi komike. In to je edino, kjer sem jaz zdaj gledala stand-upe. In je bilo tako kar boleče, ker so imeli pol izzive, ne vem, koliko poznaš ta RuPaul's Drag Race, ampak to je vsako, pač več delov je, vsakmu delu je en izziv in pol več izzivov je tudi recimo, da mora nek stand-up narediti, no. Ja, ne, ena bivša sodelavka je to ful gledala v službi, ko smo še skupaj gledala, pa mi čas je prišlo. V službi je to gledala. Ja, ne, šihte, da se na telefon javlja in pol zvečer, ko jaz delam v bistvu do meni ni poklical in pol je pač gledala serije. Ni prva, ni edina, ampak ja. Ja, no, tam ali pa še enega poznam, Gabriel Iglesias, no, njega še. On mi je bil. Kak se mu že, ja, poznam ga. Ja. Debeli. Ja, to mi je bilo še edin smešen. Najbolj, kar pa res, kar pa nikoli nisem razumela, pa mi še nikoli ni bilo smešen, so pa te roasti. To pa res ne razumem. Pa vem, da je ful ljudem smešen. Tudi mojemu bratu, pa Rok, tudi tepe vem, da so bili smešni. Men pač ne razumem tega, no. Ja, kot oblika stand-upa je ful za na TV,
Ja, Ker ampak pač- zakaj? Ker daš Boruta Pahorja. Ker bojo vsi šli gledat, kako se iz Jana Plestenjaka norce delaš. Ne? In tisti, ko ga ima rad, in tisti, ko jim gre na živce, in tisti, ko so nekje v mesu. Tako bojo te rekli, Vlado Bizovičar bo žalo, ne vem, Pahorja. A ni to tako mali sprijeno vse skupaj, da uživaš v... Pa mislim, da ni, mislim, da je zdravilno. Okay. Ker če se lahko pustiš, da se ti nekdo norca iz tebe dela na televiziji, pol si samozavesten oziroma si prebolel neke stvari. Če ti Ne, to vem. Mislim bolj tako, če pogledaš iz vidika, da gledalci to radi gledajo. Ne tako, da... Aha. Ne? Mislim, Ja. ja. Zanimivo, da nam je smešen, ker se nekdo iz nekoga norca. Ampak to je isto, kot kako lahko nekdo, ko je sofisticiran z užitkom, gleda kmetijo. Ja, na primer, ja. kao intelektualc pa v bistvu. Ja. Roasti so ful, ampak vsi so ful na prvo žogo narediti, ker ti ne moreš dejansko tega materiala sproducirati, niti nič ne čutiš do njega v bistvu. Mislim, imaš ene ful, ko so ful roasteri, prav, jim je to fajn, v Ameriki to obstaja, ki so prav specializirani za to, ampak v Sloveniji ti v bistvu tega materiala niti ne moreš prav preveriti, če deluje in pol moraš iti na neko prvo žogo, ne. Ne vem, ko si bil mali, si voho lepilo, ali veš, nekaj si moraš zmisliti, ali pa si klošare si brco, ali kaj, ne vem kaj. Veš, ne moreš iti nekam v globino s tem. Zato je marsikomu od komikov je tudi to tako, ok, dobra reklama, razprodali bomo v dvorano, bo neki cash, pa dobili bomo nastope iz tega, ker bo folk na TV-ju videl, ampak ni pa to nek umetniški presežek nikoli. Ja. Ni da boš gledal zdaj tak stand-up, pa boš pol šel bolj napolnjen domov ali pa spremenil svoje življenje, ker boš nekaj videl. Ni. To je ono instant inačica, ne. Ja. Veš, nekaj na hitro, ne. Ja. Ne, drugač mi je jasno, da je humor sigurno zdravilen, pa tudi tako, kar se učimo na mojem faksu, je kao, da je humor najbolj zdrav obrambni mehanizem in najvišja oblika nekih zdravih obrambnih mehanizmov. Drugač pa to, kar si rekel, da kako lahko en intelektualec gleda kmetijo. Ker jaz pa recimo ful rada gledam kakšne te 90 Day Fiancé, pa pač ne, če poznata te neke stvari in sem imela ful tu slabo vest, kaj zdaj se grem iskati neko glasbenico, klasično, ne vem, kaj bo pa tam največji trash gledam na TV z največjim užitkom, ampak je rekel enkrat en profesor z Oxforda, ne vem, kje sem to videla, slišala, da je to najboljši način, kako si res spočiješ možgane in da če si recimo, da se imaš ful zaučiti, pa da si res moraš spočiti, da je najvišjo pa spat, da je najbolj, da si prgeš nek trash TV, ker takrat možgani najbolj se zbestijo. Je podobno, ko moški gledajo fuzbal, ne, pač sprostiš se, ne. Študiraš, oni vse delajo namesto tebe, ti sam gledaš, ne. V bistvu je sprostitev, oziroma tako si rekla, možgane daš na off, pa to gledaš, ne. In da je kao zdravo. Ja. Tako je rekel. Je definitivno zdravo, da se sprostiš, ne. Tako da, iz tega izhaja. Jaz sploh ne gledam teh reality showov nič, v bistvu nimam televizije doma, v bistvu nimam niti interneta, imam kar na telefon pa na podatke skozi. Tako da gledam bolj kot ne sam YouTube. Tega pa pač ne gledam, ker niti nimam. Ali kaj, nimam nič, da bi imel zakupljeno. Televizije tudi jaz ne nikoli, tudi mislim, nimam, razen če grem v spodaj k babici ali pa detku, ki živita pod nama. Ampak na YouTubeu gledam te klipe 90 Day Fiancé, to mi je pač najbolj taka. Pa če je kaj na Netflixu, kakšna taka. No. Ja, mislim, verjetno je podoben psihološki vzvod, da gledaš stare gole, ko so bili na svetovnem prvenstvu leta 96, ali pa gledaš take klipe od tega. Zakaj bi to gledal? Po mojem zaradi tega, ker se počutiš tako safe, ker je ful predvidljiva situacija. Ful veš, kaj se bo naprej zgodilo in so možgani pomirjeni, ker ne rabijo biti sploh tako alert, kaj se bo zgodilo naprej, ampak si že kar tako domače ti je.